kajti dete nam je rojeno, sin nam je dan. Oblast je na njegovih ramah, imenuje se Čudoviti svetovalec, Močni Bog, Večni Oče, Knez miru. Verjetno ste že ugotovili, da se Izaija v tem odlomku navezuje oziroma imenuje Mesija, tistega, ki bo prišel za nas in nas vodil k miru. Eno izmed 4 imen je Večni Oče. Prerok Izaija je želel, da razumemo pomen njegove očetovske vloge. Pa vendar, kako lahko ima Jezus v našem življenju očetovsko vlogo, če je pa prva oseba Svete Trojice Bog Oče? A je ljubezen do nas res tako pomembna? Jo sploh potrebujemo? Da odgovorimo na te vprašanje, se vrnimo k Svetemu pismu. V čas, ko je nastajal ta odlomek. Ljudstva so bila totalno sprta in nepripravljena na dialog. Vedno so se bojevali. Potem vladarji, oni so hrepeneli po moči, ki so jo priborili samo žrtvami. Ljudje so trpeli, ker so bili zasužnjeni. Izgubili so svoj raj, neko varno zavetje, v katerem so bili srečni, zato pa so postali obupani. V vsej bedi so Izaija in ljudstvo klicali večnega očeta, ker so potrebovali varno zavetje. Spominjajo se zaveze s svojim očetom, ki skrbi za odnos in je ljubitelj življenja. Starozavezni človek, v tem primeru Izaija, hrepeni po njegovem prihodu. Trdno verjame, da bo Mesija, Oče, poskrbel zanj in mu vrnil veselje, življenje. Ne glede na to, koliko let nazaj je živel Izaija, razmere dandanes niso toliko drugačne kot takrat. Na svetu je ful sprtih ljudstev, ki si želijo vse prej kot mir in se žal bojujejo. Večkrat hrepenimo po ugledu in pozabimo biti majhni, delati dobro brez žrtev. Ljudje trpimo, ker smo zasužnjeni. Pa je to telefon, slava, denar. Mi izgubljamo svoj raj, to veselje in postajamo obupani. Če pozabljamo na očeta, postajamo zasužnjeno ljudstvo. Z vami bi rad delil svojo izkušnjo, ko sem začutil, da je Jezus čisto zares naš večni Oče, da nam želi dobro, da nas usmerja in nas vrača na prava pota. Po koncu osnovne šole se je moje življenje obrnalo na glavo. Preselil sem se v dijaški dom in živel na novo, v novi družbi med novimi ljudmi. Iskal sem samega sebe, ampak se po poti čisto izgubil. Želel sem pozabiti, kdo sem bil, in zato sem spremenil vse, kar sem lahko. Začel sem se ukvarjati s fitnessom, se neki fancy oblačiti, hoditi ven ob petkih, pač iskal sem pozornost, osvajal vsa dekleta, ki sem jih lahko. Zagledal sem se v sebe in pozabil na druge. Pomembna mi je bila moja slava, moja prihodnost in čist nič druga. Nisem imel odnosov z bližnjimi, kaj šele z Bogom. Pozabil sem na njega. Kljub temu, da sem igral življenje srečnega človeka, v resnici to nisem bil. Po 2 letih tavanja pa sem spoznal eno posebno dekle. Mislil sem, da bo to samo še ena izmed punc, ki jih bom dobil, ampak sem se kar zmotil. Ker ni želela zavreči svojih vrednot, pa kljub temu, da sem jo večkrat prepričeval, naj malo popusti, je odločno in vztrajno živela ful kulsko versko življenje. Oznanjala je veselje evangelija in kljub temu, da se z večino nisem strinjal, sem vztrajal pri pogovoru z njo. Večkrat sem zaradi nje pomislil, da pa mogoče živim čist bedno.
Ona je bila srečna in svobodna, jaz pa zasužnjen. Iz tedna v teden sem zaradi njenega zgleda začel opažati, da hrepenim po nečem podobnem. Tu in tam sem šel v cerkev, na mladinsko, samo zato, da sem jo lahko videl. Stvari so mi postajale vedno bolj zanimive. Včasih sem celo samo od sebe molil. In moje življenje se je počasi spremenilo. Po celem letu prepričevanja mi je kljub vsemu uspelo. To pa je zdaj moja punca, ki mi jo je večni oče poslal, da spremeni moje življenje. S to zgodbo vam želim povedati dve pomembni stvari. Prva je, da ne glede na to, kako daleč zaidemo, si Bog kot vsak dober oče želi, da se vrnemo na pravo pot k njemu. Želi si, da smo srečni, da osebno in duhovno rastemo. Jezus ni naš oče, kot je to nebeški oče, prva oseba trojice, vendar je podoba očeta. Kdor je videl mene, je videl očeta. Preko njega se razodeva karakter nebeškega očeta. Zato ima očetovske lastnosti v odnosu do nas. Jezusu lahko pripišemo Izajev naziv večni oče, ker nas toliko ljubi, da je za čisto vsakega, ki je bil, ki je in ki bo, podaril celo svoje življenje. Jezus je služil. Cele dneve se je podarjal za uboge, jih zdravil in jim vračal upanje. Jezus je tolažil tiste, ki so bili v stiski. Bil je razumljiv svetovalec, odločen in iskren. V središče svojega življenja je postavljal Boga očeta, zato je bil pripravljen podariti vse, kar je. On vrača občutek varnosti in zavetja, rešuje iz bede, zato kot Izaija v času največje stiske hrepenimo po njegovi bližini. Druga stvar pa je, da večni oče pošilja tudi nas, da delimo očetovsko ljubezen. Ni nujno, da si oče, lahko si mati, sestra, brat, punca, fant, sošolka, lahko sam mimoidoči. Ampak tebe, točno tebe, ja, ti, ki poslušaš, ti lahko nekomu z zgledom svoje ljubezni spremeniš življenje, tak, kot ga je meni punca. Zato te vabim, da v tem tednu narediš 3 stvari. Prva je, da si vsak večer vzameš trenutek in premisliš, kdaj je v tvojem dnevu Bog živo deloval kot večni oče. Druga, prosim te, da boš srečen, ker zdaj veš, da lahko živiš na polno. Bog je s tabo tudi v najhujši stiski. Zato se v tem tednu raje z nasmeškom na obrazu, kot pa slabo voljo sooči z vsemi izzivi, ki so ti bili dani. In zadnje, bod tudi ti oče bližnjim. Ponižno služi in ljubi. Vzem si čas za ljudi okoli sebe. Namesto da na avtobusu scrollaš po telefonu, se raj pogovarji s sosedom. Svetuj, če te kdo prosi za nasvet. V glavnem, bod tam za druge. Želim ti, da bo tvoje življenje pričevanje veselja evangelija in da boš v središče svojega življenja postavljal Boga. Miren advent.